Vsem nam je jasno, da imamo premalo družinskih zdravnikov. Izčrpan, nezadovoljen in obupan kader. Koliko mesecev čakajo bolniki na operacijo karcinoma prostate, tumorjev ledvic, tle ni opravičil. To je katastrofa, ker ne vemo, kaj se dogaja z ljudmi pred vrati. Veliko stvari je bilo zapeljanih v popolnoma napačno smer. Zaupanje ljudi je ničelno. V naših nadzornih svetih se preslika politika, to pomeni, da koalicija postavi nadzornika v bolnišnicah in vodi svojo politiko, ki nima nobene povezave z učinkovitostjo, produktivnostjo, uspešnostjo, z novimi metodami in podobnim. In vse skupaj je dalo za posledico nezadovoljnega pacienta. Eno prvih zadev, ki jo morate narediti, je reorganizirati vodenje bolnišnic. Dobro vodenje bolnišnic, odlični direktori, ki pa morajo biti odplačani in boste ustavili tudi korupcijo več kot 25%. In da bi z večjo mero odgovornosti pristopili z ustanovitvijo bodisi sekretariata ali direktorata, ki bi poklicno lahko usmerjal vejo zdravstvene nege, strokovno, izobraževalno in pa kot menedžment. Pogledati moramo, koliko je tistih timov, ki ne dosegajo glavarinskega količnika. Temu najprej treba teduko. Druga stvar je to, da moramo mi razbremeniti tim. Razbremeniti zdravnika administrativnih poslov, ki jih lahko opravi administratorka. Enako tudi sestre. Mislim, da imamo še rezervo v specializantih. Zakaj ne bi specializant prej dobil možnost svoje ambulante? Treba je imeti bistveno boljši informacijski sistem, ki mora biti za Slovenijo enoten in bistveno bolj prijazen. Pa še nekaj je, vsa naša populacija je izjemno slabega zdravstveno je slabopismena. In se zaradi tega v zdravstvu slabo znajde, posebno stari ljudje, ki smo jih zdaj prisilili v neke e-maile. To je treba bistveno izboljšati, da se bodo boljše znajdli in da bodo prišli prej do zdravnika. Ljudem je treba povedati, da cepljenje je znanost. Cepljenje je dosežek človeštva, tako da ne moramo zanikati cepljenja. Vendar kaj se je dogajalo med epidemijo, je bila pa drugi ekstrem. Cepljenje ne more biti prisilno, cepiva so bila različna. Vsem bi bilo treba razložiti, kakšne vrste cepiv imamo, katere so prednosti posameznika, katere slabosti, da niso univerzalna, da niso vse mogoča. Nacionalni program duševnega zdravja si je za cilj zastavil, da bi bilo v Sloveniji 15 kliničnih psihologov na 100 tisoč prebivalcev. Spravo govorimo o približno 300 kliničnih psihologih, ki bi pokrili potrebe dispanzerjev za mentalno zdravje, centrov za duševno zdravje, razvojnih ambulant, hospitalnih oddelkov, nekih drugih ambulantnih potreb. Treba je povečati vpis na obe medicinski fakulteti. Enako velja seveda za zdravstvene fakultete in tudi za srednje zdravstvene šole. Potem pa boriti se bo treba zoper odhode zdravstvenih delavcev v nezdravstvene poklice. In kakorkoli, sprijazniti se bomo mogli tudi s tem, da bomo uvozili tako medicinske sestre, kot tudi zdravnike. Ali je 500 milijonov dovolj ali ne, vesel sem, da nekateri naši izračuni so dosegli plodna tla z pravim intervencijskim zakonom, ki bo jasno in transparentno povedal, kako in kaj bi se ta sredstva lahko alocirala, bi se lahko sistem vsaj umiril, ne govorim stabiliziral. Brez dodatnega kadra, brez dodatnega denarja, samo strokovnjaki in skromen pristop, menedžment in spoštovanje med zaposlenimi in se bo marsikaj naredilo. Samo ne se iti nekih ogromnih akcij, ne vem kaj ne rečem, na področju zavarovalništva, ja, pa še kje. Ampak prvo leto lahko čudeže delate z majhnimi ukrepi. Ne stremimo po tem, kje so meje zdravstvenega sistema, koliko storitev še lahko naredimo, ampak plediramo na to, da bodo storitve kakovostne in varne. V začetku smo bili dobri, in potem, ko smo nekako začeli, da rečem, politično voditi epidemijo, pa smo začeli, jaz sem si vzela za primerjavo Švedsko, kjer je bila na primer februarja obolevnost v tej starostni skupini celo 3-krat večja, kakor pri nas kot na Švedskem. Skratka, z eno besedo, politika se mora umakniti iz zdravstva.
Res pa je, pa verjetno bi se naši kolegi danes tukaj strinjali, da bi se lahko opravičili vsem državljanom in državljankam, ki so bili v tem času do sedaj deležni neprimerne in pomanjkljive zdravstvene oskrbe takrat, ko ste nas najbolj potrebovali. Apeliram na zmagovalca volitev, da postavi ministra za zdravje iz svoje stranke, lahko ga imenuje celo za podpredsednika vlade, če mu ne bo to vzelo veliko časa, in na ta način pokaže, da mu je res nekaj do zdravja državljanov in državljank. Kratkoročni ukrepi in dolgoročni ukrepi morajo začeti veljati takoj.